Minuli konec tedna so v Gornji Radgoni na prireditvi, ki je sovpadala tudi v praznovanje občinskega praznika, počastili 60 let delovanja rokometnega kluba Arkont Radgona. Vsaka pot se nekje začne s prvim korakom in tako so se tudi v Gornji Radgoni pred 60 leti lotili organiziranega igranja rokometa ter ustanovili klub. Športna pot kolektiva je tako kot v vseh športih bila občasno izredno uspešna, spet drugič nekoliko manj. Na prehojeno pot predsednik rokometnega kluba Arkont Radgona Saša Ravter gleda s ponosom. Letos za radgonski rokomet je res prav posebno leto, saj praznujemo častitljivi jubilej 60 let delovanja. Bom rekel, to je doba, ob kateri nas lahko upravičeno obdajajo občutki nekega pozitivizma in pa neizmernega ponosa. In ko se pogovarjam z samimi začetniki radgonskega rokometa, mi povedo, da je to obdobje minilo hitro, zelo hitro, prehitro. V teh 6 desetletjih je bilo ob in na igrišču udejstvovanih veliko ljubiteljev radgonskega rokometa, kateri so z svojo požrtvovalnostjo, trudom, zavzetostjo in predvsem ljubeznijo do te športne panoge pripomogli k temu, da klub še danes živi, da še danes deluje. In tukaj moram resnično povedati, da smo dokaz, da če je neka športna pot pravilno začrtana in temelji na tistih vrednotah, katere so jedro naše notranje organiziranosti, je te zastavljene cilje veliko lažje dosegati ob vsakodnevnih aktivnostih. Večkrat se pogovarjamo, kaj je tisto, kaj nas dela drugačna, pa kaj nas dela velike. Jaz sem prepričan, da naše temeljno poslanstvo kluba je, da našim mladini omogočimo dostojne pogoje treniranja in predvsem igranja. Velik poudarek dajemo tudi na teh medsebojnih odnosih, na podlagi katerih se res spletajo ene velike prijateljske vezi, s katerimi lažje premagujemo ovire do željenega uspeha. Ob tem častitljivem jubileju so v klubu priložnostno izdali bilten, v katerem so zajeti najpomembnejši mejniki radgonskega rokometa. Vsem športnim delavcem, ne glede ali gre za igralce, trenerje, vodstveni kader, je skupno to, da živijo za idejo in cilj. Odličnost rezultatov pa ima tudi na področju športa več obrazov, kajti odnos do športnika, njegovih športnih uspehov in do športa kot posebne kulture kaže na raven splošne kulture, prizadevanja, solidarnosti in drugih vrednot, kar je izpostavil Stanko Rojko, župan občine Gornja Radgona. Tukaj seveda moram v imenu občine, ki danes gosti to prireditev, izreči veliko zahval vsem širom nekdanje skupne občine, širom upravne enote, vsem šolskim centrom, vsem učiteljem, pedagogom, vsem ljudem dobre volje, staršem, dedkom, babicam, ki so mladi rod velikokrat mimo tistega ustaljenega protokola spravljali tja, kamor je bilo potrebno. Veliko ur prostega časa je potrebno, da se zgradi tako bogata zgodovina, kot jo gradi klub Arkont Radgona. Ko moraš že spoznati ob tem, da celo ljudi, ki so to počeli, več ni. Da so že šli. Ne vsi, ampak vendarle, da so že šli. In velika odgovornost je na tistih, ki so danes v klubu, da grejo po tej poti naprej. Dan za dnem, uro za uro, trening za treningom. In ne samo to, klub ni samo trening, ni samo zdrav duh, zdravem telesu, kot rečejo športnik, ampak je tudi biznis. Govorim seveda o tem, da klub mora imeti tudi blagajno, da mora imeti prostore, da morajo tekmovalci biti oblečeni, obuti, da jih je treba odpeljati kam, pa kombi ne kurijo vode. Da vse to mora nekdo potem tudi spraviti skupaj na mizo, če smem temu tako reči, v letni načrt dela. In da se to udejanji. Da najde nekoga, ki mu je ta tip športa tako drag, da popelje svoje podjetje v
ta klub. Zdaj gledam seveda gospoda v modri srajci, kako drugo bi pa naj oblekal. In klub že 20 let nosi ime enega izmed najbolj uspešnih radgonskih podjetij. Prav je tako, da so podjetja tudi družbeno odgovorna. S tem kažejo, da sinovi njihovih delavcev imajo pod modro zastavo tudi kaj početi. In da tisti denar, ki ga tudi podjetja za to, da imamo klub namenijo, ni izgubljen, ampak da je ravno nasprotno, da je dobro naložen. Lahko z veseljem oznanim, da smo nedolgo nazaj prejeli prvo odločbo o nepovratnih sredstvih iz Ekosklada, blizu $500 000 in da je dvorana zdaj že dejstvo. In da smo že začeli gradnjo. Imamo gradbeno dovoljenje, imamo projekte na mizi. In da bomo torej tudi v Gornji Radgoni dobili dostojen prostor za, tudi za rokomet, seveda tudi za kaj drugega. Dvorana, ki jo kanimo zgraditi, bo malce večja, kot bi si morebiti zaslužila sama šola. Ampak govorimo o večnamenski dvorani, ki bo tukaj ponujala dom na eni strani klubskemu rokometu, pa še komu drugemu, z možnostjo troprekatne pregraditve za izvajanje šolskega pouka, torej 3 razredov hkrati, s 500, približno 500 tribunami, s plezalno steno in še čem. Slovesnosti se skrovne rokometne organizacije Rokometne zveze Slovenije udeležil Goran Cvijič, generalni sekretar, ter takole nagovoril zbrane. Rokomet v Sloveniji je eden najbolj priljubljenih ali pa celo najbolj priljubljen kolektivni šport. Jaz v bistvu težko še karkoli dodam, sploh glede na besede predsednika in župana, ker se mi zdi, da je to tisto, kar mora krasiti vsak športni kolektiv in tudi vsak kraj. Meni v športu gre zelo na živce, ko mi govorijo mehki veliki. V rokometu ni mehkih in velikih, ampak so vsi veliki. Kot veste, Slovenija v rokometu kot mehna osvojila že 2 medalje, bila 3-krat v olimpijskih igrah. In prej sem slišal, da bo kmalu dvorana. Jaz ne bom prav dolg v mojem nagovoru. Jaz vam lahko samo obljubim, da bo dvorana, da bo v Gornji Radgoni gostovala moška članska reprezentanca. V tej priložnosti še enkrat iskrene čestitke in zahvala vsem tistim, ki ste v preteklosti delovali v klubu in boste še naprej delovali v klubu, pa ne pa naslednjih 60 let z novo dvorano še bolj uspešnih proslavitev. 60-letna tradicija in predvsem izredno uspešno delo z mladimi sta zaščitni znak slavljenca rokometnega kluba Arkont Radgona. Častni član kluba Brane Klun je izpostavil predvsem vztrajnost v delovanju, saj je v deželi ob Muri v zadnjih letih malo aktivno delujočih rokometnih klubov. Moram reči, da smo že na 40-letnici podelili naziv častnega občana in to smo imenovali Franca Strgarja kot začetnika radgonskega rokometa in pa častni član je postal tudi Boris Zupan. Oba sta žal pokojna. No, ko sem se odločil, kaj bi naj povedal, pa bom začel čisto na začetku. Ker me je župan občine Gornje Radgona Stanko Rojko z svojimi besedami nekako vzpodbudil, da bi le prvo nekaj spregovoril o naše športne dvorane. Vsi vemo, da toliko časa kot naš klub igra rokomet, pa nima svoje športne dvorane, je to velik problem. Če pogledam malo zgodovino nazaj, lahko ugotovim, da smo vsa tekmovanja izvajali na lešu, na asfaltu. Kasneje, ko se je rokomet prenesel v športne dvorane, seveda so klubi zamirali, umirali in na koncu lahko rečem, da sedaj sta v Pomurju le 2 članska kluba, torej Arkont Gornja Radgona in pa Pomurje. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ženski rokometni klub Milenijo iz Svetega Jurija ob Šalci, torej le 3 klubi v Pomurju še delujejo. V kulturnem programu, s katerim so popestrili športni dogodek, so sodelovali tamoraška skupina kulturnega društva Peter Dajnko iz Čerešnjevec in Martin Šijanec. Šport
je družbeni segment, kjer se neprestano iz dneva v dan soočamo z ovirami in hkrati stremimo, da nas vztrajno delo pripelje do cilj, do uresničitve lastnih sanj, iz sedanjosti v jutri. Vedno znova in v neprestanem krogotoku. Čestitke Rokometni klub Arkont Radgona za predano športu, trdemu delu in trudu, za doslednost pri vzgoji mladih športnikov, za spoštljivost in prijateljstvo.